Zdaj pa vas seveda vabimo, da prisluhnete strokovni razpravi in se seveda vanjo tudi po potrebi vključite. Okrogla miza o prispevku višjih strokovnih šol k razvoju gospodarstva in družbe, ki jo bo vodil gospod Alojz Raspet, ki ga vabim, da se mi pridruži. Vabim pa seveda, da se mi pridružite tudi njegovi gostje, gospod Franjo Bobinac, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, dobrodošli. Magister Gregor Rak, direktor Prometne šole Maribor. Gospod Gregor Deleja, direktor občinske uprave Mestne občine Celje. Damir Batisti, Adecco HR, vodja poslovnega razvoja, dobrodošli. In gospod Primož Brus, direktor filiale Celje v Intereuropa d.d. Pozdravljeni. Izvolite. Ja, se slišimo. Vse, dobro. Ja, lep pozdrav zopet z moje strani. Zgleda, da je to tradicija že postala, da kljub temu, da sem upokojen, še lahko izpeljem tudi okroglo mizo na skupnosti višje šole. To pomeni, da sem kar vpet še vedno in spremljam z veseljem delo vseh udeležencev te višje šole. Da se ne sliši? Aha, zdaj se pa sliši, v redu. Takole, jaz mislim, da smo vsi tu prisotni, glede na prejšnje izvajanje predavanj, prišli z neko intuicijo o višjem šolstvu in da nas ne bo zavedla ta intuicija in da bomo prišli do nekih zaključkov in pa tudi izkušenj, ki smo jih prinesli s sabo. Slišali smo za to se pravi udeležence naše okrogle mize. Jaz bi pa vseeno izkoristil to priložnost, pa bi predstavil malo bolj podrobno, da vemo, s kakšnimi izkušnjami prihajajo naši gostje. Gospod Franjo Bobinac, torej kot strokovnjak združuje bogate izkušnje na področju gospodarstva, športa in diplomacije. Trenutno je predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije. Po študiju mednarodnih ekonomskih odnosov in MBA je uspešno vodil Gorenje Group, zasedel vodilne položaje v multinacionalkih INS. Njegovi dosežki so bili večkrat nagrajeni, med drugim z nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske dosežke in priznanjem. Nacionalnega reda za zasluge strani Francije. V športu je bil dolgoletni predsednik Rokometne zveze Slovenije in je še vedno aktivno vključen v evropske rokometne strukture. Je tudi častni konzul Kneževine Monako v Sloveniji in član izvršnega odbora Evropske teritorialne komisije. Aprila 2021 je postal član izvršnega odbora Evropske rokometne zveze. Torej, z velikimi referencami in mislim, da bomo dobili povezavo sedaj tudi z višjimi šolami. In zakaj smo ga povabili na okroglo mizo o višjih strokovnih šolah? Višje strokovne šole, ki spodbujajo dvojno kariero, pripravljajo kadre, ki so bolj prilagodljivi, proaktivni in sposobni reševati kompleksne probleme. Vse to so lastnosti, ki so zelo zaželene v sodobnem gospodarstvu. Športniki pogosto prinašajo nove ideje in sveže poglede, kar lahko pozitivno vpliva na razvoj inovativnih rešitev v podjetjih. Olimpijski komite Slovenije podeljuje priznanje športnikom prijazno izobraževanje. Akademija, Erudio, Geja College imajo ta certifikat. ŠC Kranj pa priznanje za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanje športnikom prijaznega izobraževanja. Področje dvojne kariere zahteva na nacionalnem nivoju usklajeno delovanje in povezovanje več deležnikov, hkrati, ki spremljajo športnika skozi njegovo celotno kariero. Pomembno je mednivojsko in medinstitucionalno sodelovanje ter spodbujanje posameznih dobrih praks. Dobrodošli. Magister Gregor Rak, tega kolega bolje poznamo, ne? V glavnem pa direktor in pa ravnatelj Prometne šole Maribor, višja strokovna šola, srednja šola, dijaški dom, študentski dom, šola vožnje, torej tudi močno vpet v izobraževalni sistem. Član upravnega odbora skupnosti višjih strokovnih šol,
Sodeluje pri prenovi višješolskih programov, spodbuja tesno sodelovanje med gospodarstvom in izobraževanjem. In zopet vprašanje, kaj je tisto, kar bo prineslo na današnjo razpravo. To je hekaton, sodelovanje višjih strokovnih šol z gospodarstvom, aplikativni projekti, krepitve kompetenc. Gospod Gregor Deleja, sicer profesor glasbe, dolgoletni ravnatelj gimnazije Center v Celju, danes direktor občinske uprave občine Celje. Sodeloval je v delovni skupini ministrstva, ki je pripravila predlog nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja do leta 2033. Kaj bi danes lahko slišali z njegove strani? Zopet hekaton, Celjska koča, potem festival izobraževanja in zaposlovanja, ki bo marca 2025, prenos izkušenj izobraževanja na lokalno oziroma regionalno raven, povezovanje seveda izobraževalne sfere z lokalnimi skupnostmi in pa eno, kar je tudi zanimivo, podpis memoranduma s skupnostjo višjih strokovnih šol. Dobrodošel. Gospod Damir Batisti, poslovni razvojni vodja pri Adecco Slovenija, ker skrbi za predstavitev podjetja in poslovnih storitev na lokalnem in globalnem nivoju ter za razvoj odnosov s ključnimi strankami na področju zaposlovanja. Regionalni direktor in vodja ključnih strank z več kot 20-letnimi izkušnjami pri upravljanju strateških računov in ustvarjanju prodajnih strategij in vodja projekta za športnike v okviru programa Adecco Atletik kariere, ki podpira vrhunske športnike pri prihodu v poklicno kariero. Soustanovitelj Proelimum Sports Agency, ki povezuje športne blagovne znamke s poslovnimi rešitvami. Slovenski predstavnik podjetja Adecco zaposlenih v Evropskem svetu delavcev, kjer je že več mandatov, zastopa interese zaposlenih na evropskem nivoju in je član predsedstva. In naš namen je bil, da predstavi poslovni razvoj podjetja Adecco Slovenija in zaposlovanje naših diplomantov predvsem. Ostane nam še seveda gospod Primož Brus, je direktor filijale Celje v podjetju Intereuropa d.d., ki je eno vodilnih logističnih podjetij v Sloveniji, gospodarstvenik, direktor v podjetju Intereuropa Global Logistic Service z bogatimi izkušnjami na področju logistike in mednarodnega poslovanja. Svojo karierno pot je gradil v podjetjih kot sta Intereuropa, Paloma d.d., Marsk, FA, Mike D.O., je univerzitetni diplomirani inženir prometa, visokošolsko izobrazbo pridobil na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru. Dejaven je pri vodenju procesov, projektov, osredotočenju optimalizacijo logističnih procesov ter povezovanje poslovnega sveta in izobraževanja. Zanima nas, torej namen je bil, da predvsem pogledamo povezavo gospodarstvo z možnostjo prispevanja višjih strokovnih šol k razvoju gospodarstva in pa družbe nasploh. Tako, mislim, da je bilo kar nekaj tehle zdaj iztočnic podanih in začnemo seveda, gospod Franjo Bobinac ima izredno močne oziroma izkušnje na področju gospodarstva in pa predvsem torej ta povezanost z izobraževanjem športnikov in pa vključevanje športnikov v izobraževanje. Kako pomembno smatrate, da je to sodelovanje med športom in pa izobraževanjem? Ja, lep pozdrav. Najprej moram povedati, da sem izredno vesel, da ste me povabili. Hvala Žan in celotna ekipa. Kot drugo bi rad povedal to, da sam izredno tudi seveda cenim delo, ki ga upravljate. Slišal sem, da je tule predvsem veliko predavateljev, učiteljev, profesorjev, kakorkoli se imenujete, ravnateljev tudi in tudi iz drugih družbenih sfer, ki sodelujete z visokošolskim, višješolskim izobraževalnim delom. In vedno bom najprej prvo misel povedal vezano na gospodarstvo. Karkoli delamo v gospodarskih družbah, pa vemo, da nekdo prodaja produkte, nekdo prodaja storitve, lahko si v biznisu do končnega potrošnika, lahko si v neki dobaviteljski verigi, ko delaš komponente, karkoli. Lahko imaš še tako odličen produkt ali pa storitev,
če ni človeka, ki ga ustvari, ta produkt ali storitev, in če ni prav, če ni motiviran, če ni izobražen, potem ni nič. Ne. Pravzaprav je tista razlika, ki jo dela kdorkoli pač neke storitve ponuja na trgu ali pa produkt, je vedno v ljudeh. Ne. Tako da vedno tudi v gospodarstvu, tudi sam rad rečem, posel delajo ljudje in zato se mi zdi, da je to vrhunsko poslanstvo, ki ga upravljate, je dobro, je pomembno za celotno družbo. Imam velik in pozitiven odnos do tega dela. Zdaj, Šport je pa po drugi strani eden izmed družbenih podsistemov, ki je verjetno najbolj tisti, ki nas povezuje, kot sem zadnjič nekje povedal, ko zaslišimo zdravljico, nas poveže, tako kot nas zna povezati samo šport, ni delitve na leve, desne, prave, drugačne, take in drugačne, ampak smo poenoteni in športniki so tisti vrhunski ambasadori ugleda in enotnosti. In seveda, športniki trdo delajo, garajo. Za njih je to seveda poslanstvo, je to tudi možnost, da pridejo skozi šport v svet kasneje. Ampak imajo eno tako čudno, popolnoma drugačno kariero ali pa življenjsko krivuljo kot vsi ostali. V bistvu največ vlagajo, najbolj trenirajo, največ lahko dajo znotraj te svoje športne kariere. Verjetno, čisto odvisno seveda od športne panoge, ampak do starosti 30, 35, morda 40 let. In potem, ko se znajdejo na trgu dela, je vedno na nek način hendikep. In tu niti ni vprašanje, koliko kdo v času kariere zasluži, kajti tudi tisti, ki ogromno zaslužijo, smo imeli tudi take primere, da lahko ogromno izgubijo ali pa tudi vse izgubijo, če niso pripravljeni na to drugo kariero, na drugo fazo življenja. Zato se mi zdi izredno pomembno, da ravno v času, ko izvajajo to svojo športno kariero, športno poslanstvo, da na nek način stopijo vsaj v ta izobraževalni proces, če že niso na trgu dela, ker itak imajo potem hendikep, ko so stari 35-40 let, pridejo v neko firmo, v neko družbo, v neko šolo, karkoli, ampak oni so zamudili tistih 10-15 let aktivnih izkušenj, ki jih mogoče nekdo drug na podobnem ali pa enakem delovnem mestu že ima. Zato se mi zdi kljub samo, da je zelo pomembno, da vstopijo vsaj v ta izobraževalni proces, ki jim ga pa resnici na ljubo ravno višje šolsko izobraževanje bolj udobno ponudi, bolje njim pomeri. Zakaj? Zato, ker je na eni strani seveda malo bolj usmerjeno v prakso, drugo, vem, da so predavatelji v vaših šolah, predvsem tudi ljudje iz gospodarstva, iz prakse in tako naprej. To je drugi element. In tretji element, ja, malo bolj ste fleksibilni običajno, kljub vsemu na teh vrstah študija, ker včasih to visokošolsko izobraževanje in tako dalje je izredno zahtevno in po svoje, tudi če bi lahko imeli razumevanje, pa ga pogosto tudi nimajo, do teh športnikov, ki imajo obveznosti, ki grejo v tujino, ki imajo ne samo te treninge, ampak tudi ta mednarodna tekmovanja. Tako da zato se mi zdi, da je ravno to višje šolsko izobraževanje, tisto izobraževanje po meri večine športnikov, da vstopijo na eni strani bolje pripravljeni v to delovno dobo. In zato seveda tudi mi znotraj krovne organizacije slovenskega športa gledamo na vse deležnike, športnike, pokrovitelje, partnerje, na vse, ampak predvsem na športnike in poskušamo gledati in jih pripraviti za to, da bodo tudi po aktivni športni karieri lahko pomemben element družbe, kajti nekateri ne bodo dosegli vrhunskosti pa najboljših rezultatov, pa se v končni fazi niti ni pomembno. Pomembno je, da mlade ljudi skozi šport pripravljamo za zdravo življenje, če so pa zdravi ljudje, so pa tudi v nekem delovnem procesu boljši. Je pa res, da tudi skozi vrednote športa, kot so prijateljstvo, spoštovanje, sodelovanje, tudi gradimo boljšega človeka. Da ne govorimo o tem, da so športniki seveda delovni, vztrajni, imajo red, disciplino, kajti drugače nič ne dosežejo. In se mi zdi, da ravno te šole, ki jih vi predstavljate znotraj tega skupa, te konference, so tiste, ki so jim mogoče najbolj po meri. Kasneje za neko normalno življenjsko pot, ne glede na športne uspehe,
je osnovna in srednja šola običajno z vidika izobraževalnega nivoja premalo. Visoka šola je pa pogosto zahtevna, mnogi športniki jo sicer končajo, ampak višje šolsko izobraževanje je pa tisto, ki jim je po meri. Po drugi strani pa, če govorimo zdaj o nas vseh, se mi pa zdi, da je ravno to višje šolsko izobraževanje tisto, ki nam pa državljanov in državljanko Slovenije omogoči, da pokrijemo res vse tiste segmente, kajti, če sem čisto iskren, seveda mi vsi rabimo včasih pravnike, rabimo zdravnike, rabimo arhitekte in tako naprej, ampak veste, kak je težava, kak hudič je, ko se doma znajdeš, pa ti poče na cev, pa ni strokovnjaka ali pa neke firme, nekega podjetnika, ki ne zna neko stvar urediti z vidika toplote, ogrevanja, karkoli, da ne govorimo o drugih praktičnih storitvah, ki so del našega življenja in brez katerih pravzaprav ni lepega življenja. In če je šport tisti, skozi katerega želimo graditi boljšo Slovenijo, kar je naše poslanstvo, kot je poslanstvo Mednarodnega olimpijskega komiteja, da skozi šport gradi boljši svet, se mi zdi, da to višje šolsko izobraževanje, ki ga predstavljate, nam vsem omogoča pravzaprav lepše življenje in pokrivate točno ta segment, ki bi drugače bil en velik handicap in en velik manko. In zato je fino, da so športniki del tega, njim to veliko pomeni in nam vsem. Vse ostalo pa mogoče še v kakšni drugi rundi vprašanj. Hvala. Hvala lepa. Lahko nekako tudi v smislu višjih strokovnih šol dopolnim, da kar nekaj študentov naših je bilo olimpijcev. Imamo te izkušnje, to se pravi, da so bili uspešni v športu, seveda pa tudi v študiju in so nas, mislim, na nek način prezentirali tudi potem navzven kot res lepi dosežki. Hvala lepa. Gregor, lahko mogoče začneva, kar vmes ste slišali to besedo hekatlon. Kaj je to? Lepo zdrav tudi z moje strani. Morda bi kar nadaljeval malo misel, ki je moj predhodnik, gospod Bobinec, načel. Jaz mislim, da smo višje šole kot kot malo večje športno moštvo, vsi delamo z istim ciljem, smo prijatelji, smo inovativni, sodelujemo, se povezujemo. Imamo torej skupne vrednote, kar je zelo pomembno, tako kot v športu. In če zdaj nanesem misel naprej na razvoj višjih šol, torej hekaton. Torej, mi smo že pred leti začeli razmišljati, kako povezovati, še tesneje povezovati gospodarstvo z šolstvom, predvsem pa kako navdušiti mlade, da čim prej prepoznajo izzive, s katerimi se bodo soočali na trgu delovne sile, in da vidijo vrednoto učenja, zakaj se mora čim prej naučiti, tistih praktičnih stvari, za katere bojo potem delali v okolju. In smo jih dejansko vsako leto zdaj vržemo v gospodarstvo, da podjetjem dajo torej konkretne izzive. S tem oni vidijo, katere znanje so že pridobili v okviru šolanja oziroma kaj vse bi še morali pridobiti. Na drugi strani so tudi predavatelji kot mentori teh malih skupin soočeni z izzivi iz gospodarstva, da tudi oni vidijo, ali je njihov pedagoški proces okviru predmeta, medpredmetnega povezovanja sploh pravi, če sploh izobražujejo za prava znanja in nekako čisto vse na nek tak tih način porivaš naprej, da se vsi učijo, prilagajajo in potem dobijo neko dodatno motivacijo, da še dodatno pridobijo dodatne kompetence, da bodo še bolj zanimivi za gospodarstvo. Naj povem, da trenutno bomo izvajali naslednji teden zopet hekaton za eno večje slovensko podjetje. Cel teden bo torej pedagoški proces potekal spremenjeno, torej ni urnikov, peljemo ljudi v podjetja, cel teden bo reševali. Konec meseca bomo sodelovali na enem hekatonu oziroma inkubatorju Sežana, reševali bomo izzive za Luko Koper, torej ne samo lokalno, tudi malo širše se povezujemo. Naslednjo leto imamo zopet podobno zadevo. Torej, kaj je cilj? Cilj je pritegniti v našo šolstvo, višje šole, torej na eni strani čim več predavateljev iz gospodarstva, da svojimi delovanjem, idejami, pa z motiviranosti pritegnejo študente, da so še bolj motivirani za študij, da dobijo čim bolj konkretna znanja, roko na srce. Samo nekdo, ki vsak dan dela v gospodarstvo, lahko uči tisto, kaj je potrebno danes in za jutri, je najbolj torej
prilagodljiv. Na drugi strani pa, cel ta, razvoj celotne šole, motiviranost vseh deležnikov, dvignemo eno čist novo raven in vidim, da potem so vsi dosti bolj zadovoljni. Čeprav vam povem odkrito, na začetku je to bilo izredno težko. Če moje izkušnje povem, lansko leto, ko smo začeli s tem, kompletno z vsemi programi mešanjem, jaz mislim, da me bo ven odnesli. Odkrito, ne? Se pravi, miselnost, da ti vržete predavatelje in študente v neznano okolje, reševati, ni več neki predpisane urnikov, morajo zagovarjati svoje rešitve pred gospodarstveniki, torej konkretno, to ni, ne? Je to dodatni izziv motivacije potem za celotni študijski proces. Ja, lahko kar nadaljujemo. Seveda v tem smislu na povezavi Hekaton in sicer namreč kar dva od tu prisotnih v tej okrogli mizi sva bila prisotna v povezavi z mestno občino Celje in pa Celjska koča, projekt Hekaton. Sprašujem drugega Gregorja. Hvala. Alojz, mogoče najprej samo ena dopolnitev pri predstavitvi. Nacionalni program vzgoje in izobraževanja do leta 2033. Začel sem kot član delovne skupine, potem pa izstopil, ker se nisem strinjal z smerjo. Namreč to prenavljanje streh pri nas nam gre relativno dobro od rok. Pričakovali bi pa, in v to ste seveda močno vpete tudi višje šole, da bi se res spremenilo sistemsko celo vertikalo, ker enostavno ne odgovarja več na tiste izzive, ki jih imamo danes oziroma za jutri predvsem. Tako da to sam moram povedati. Hvala. V tem primeru sebi obran. Hekaton Celjska koča je bil en izmed, v bistvu je bil 4. hekaton, ki smo ga v zadnjih 2 letih organizirali na mestni občini Celje in prvi v sodelovanju s skupnostjo višjih šol, tako da na tem mestu tudi velika zahvala skupnosti. Zato, da smo lahko podpisali memorandum o sodelovanju, da mu skušamo slediti oziroma da se zavezujemo, da bomo v prihodnosti še bolj sledili tem zavezam, ki smo jih dali drug drugemu, in ena od teh zavez je bila seveda tudi poglobljeno sodelovanje v smislu tega, da želimo lokalno skupnost tudi pozicionirati kot nek medij znotraj različnih deležnikov ali pa družbenih podsistemov v mestu. Kar sicer ni osnovno ali pa zakonsko določeno poslanstvo neke lokalne samouprave, ampak je bistveno za skupnost in v tem vidimo pač priložnost. Celjska koča, za vse tiste, ki je ne poznate, ena ikonična pozicija nad Celjem, zelo priljubljena izletniška točka Celjanov in v nekem procesu preteklosti se je odločilo, da se bo tisto pravo kočo, planinsko kočo, tako kot si vsi predstavljamo, zamenjalo z sodobnim hotelom. Sicer zanimiva arhitektura arhitekta Krušca je svojstveno dopolnila to naravno okolje nad Celjem, ampak nekako rekla ali pa malce načela tiste korenine, ki jih je pa koča kot takšna imela. In vse od vzpostavitve hotela Celjska koča se ta lokacija ukvarja z izzivom tega, da sicer radi hodimo gor, ampak Celjanke in Celjani smo tisti, ki tam spijemo kavo, pojemo kak štrudel, se sprehajamo, izkoriščamo neke rekreacijske kapacitete tipa smučanja, nismo pa tisti, ki bi seveda tak objekt, ki je pa relativno potraten, lahko živeli. In zadeva zdaj dejansko živi s tem, da občina približno 300.000 evrov na leto v proračunu zagotavlja, da sploh lahko odpiramo ta objekt, kar je, so velika sredstva. In iskanje rešitev tudi z menjavo vodstvo družbe, ki s hotelom upravlja, nas je pripeljalo do tega dialoga skupnostjo višjih šol in organizacijo Hekatona, spravi dogodka, kjer so sodelovali mentori in študenti celjskih višjih strokovnih šol, mariborske prometne šole, mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije, pa predstavniki seveda družbe mestne občine Celje in razmišljali o 4 ključnih izzivov. Prvi pa je bil to, ali smo hotel ali smo koča. Ti izsledki, ki so nastali sicer v relativno kratkem času, ampak zelo neobremenjeno, in to je bilo tisto bistvo tudi za, bom rekel, drugo stran, to rečemo temu gospodarsko stran udeleženo v tem hekatonu, v tem procesu, so pripeljali do tega, da se s 1.11. dejansko uresničilo glavno sporočilo hekatona. Vrnite se k koreninam, naredite spet kočo.
hotel, ne glede na to, kakšna arhitektura je zdaj to hotel ali koča, so skupna ležišča ali so dvoposteljne sobe, je to luksus, ima džakuzi ali nima džakuzi, sploh ni pomembno, bodite spet koča. In 1. novembra smo uvedli oskrbniški sistem, ne več, bom rekel, šefa hotela, ki vodi, ampak oskrbniki, ki skrbijo za kočo kot takšno, neko kočo kot drugi dom, neko zatočišče, nek refugi za različne ciljne publike, ampak s prvo mislijo pa na tisto glavno, to smo Celjanke in Celjani, ki imamo pač enostavno to lokacijo radi. Potem pa seveda na vse segmente, dopolnjevanje turizma, vzgoje in izobraževanja, organizacije aktivnosti za vse celjske osnovnošolce in vrtčevske otroke na tej lokaciji z željo izkustvenega učenja ali pa v svet obrnenega učenja na lokaciji v sodelovanju z Zavodom za gozdove, lovci. Skratka, en kup deležnikov se zdaj v pičlih nekaj mesecih, to je bilo maja, že priključilo tej pobudi, ki je bila na nek način predstavljena v okviru tega hekatona. In to umestno merjenje že ugotavlja neke pozitivne premike v smislu obiska pa prepoznavnosti. Vemo pa, da mora biti spet ta celjska koča najprej prepoznavna med nami, ki z njo živimo, da bomo lahko sploh iz nje delali še pa nek turistični produkt, ki bo privabljal recimo vse tu prisotne, ki niste iz Celja. Dogodek res ocenjujemo za zelo uspešnega in se veselimo tudi prihodnih pobud, ki jih že imamo, bom rekel, v žepu za prihodnost in vabljeni seveda v okviru skupnosti, da pri tem sodelujete. Lokalna skupnost je izjemno dober poligon, sploh zaradi tega, ker naše strokovne službe, kljub temu, da na uradniškem nivoju pokrivajo praktično vsa področja, ki so pomembna za razvoj skupnosti. Pa naj si bo to šport, kultura, zdravstvo, sociala, izobraževanje in tako naprej. In smo res hvaležen partner, bom rekel, ki lahko vedno skupaj z gospodarstvom, ki na nek način potem, rekel, temu družbenemu motorju daje gorivo iz teh ali pa iz onih strani, ali pa obratno družba gospodarstvu, dober deležnik, ki ga nikakor ne smemo pozabiti. Zaradi tega, ker če želimo krepiti vlogo lokalne skupnosti tudi na teh področjih, potem lokalna skupnost mora iti v svet in obratno svet mora vedno bolj stopati vanjo v smislu te neke participativnosti in pa skupnega oblikovanja dejansko izpolnjevanja našega temeljnega poslanstva, ki smo ga pa tudi v tem času, se mi zdi, ne samo v tej državi, ampak kar globalno malce pozabili. Tu mogoče čist kratek poudarek dan, ki se mi zdi, da je za vašo skupnost izjemno pomemben. Zakon o skladnem regionalnem razvoju se odpira. Tu si morate izboriti noter svojo pot, svojo predstavništvo, ker resorno ministrstvo mi je žal pač, da kolegov, upam, da je še kdo od kolegov z resornega ministrstva ostal, tu ni aktivno, pa je bistveno, ker če kaj nimamo v tej državi, potem nimamo skladnega regionalnega razvoja. In tudi predlagane zakonske rešitve se mi zdi, da ne vodijo to smer. Ste pa vi tisti, ki najbolj lahko, rekel, skanalizirate na eni strani ali pa v sebi združite praktično vse inpute, ki jih dobite iz okolja za vaš študij, z vašimi študenti, po generacijski vertikali in pa seveda tudi z predavateljsko stroko, ki je večinsko zelo aktivna še v svojih poslovnih okoljih. Tako da malo sem bil dolg, se opravičujem, pa hekaton toplo priporočam, tako da čestitke Mariborčanom, pa da se ta praksa čim bolj širi še naprej. Ja, hvala lepa. Res se pozna razlika, da se pravi sodelovanja lokalne skupnosti oziroma občinske uprave s tem, ko je prišel bivši ravnatelj, to se pravi, ki pozna tudi izobraževanje na to delovno mesto. In ta povezava je bistveno močnejša v tem trenutku v Celju. Tako da izziv tudi ostalim višjim šolam v Sloveniji, da poiščejo to pot do lokalnih skupnosti in pa s takim projektom, ampak da ne bo pomote, da ne boste mislili, koliko dolgo smo ta projekt delali. Ne? To smo sedeli en dan. Ja, pa so, vidite, uporabne zadeve, ki jih bo izkoristili in tudi že realizirali. Ja, nadaljujemo malo bolj z gospodarstvom, to se pravi gospod Damir Batisti. Kateri so tisti primanjkljaji v gospodarstvu, ki jih vi čutite oziroma kaj bi predlagali višjim šolam, da bi ponudile dodatne izobraževalne programe, ker namreč pripravljajo se izhodišča nova za pripravo višješolskih programov, potem gre v prenovo, gredo višješolski programi.
da majčkeno poskušate povezati to zgodbo tudi z potrebami po kadrih. Ja, lep pozdrav, hvala lepa za povabilo. Dolg odgovor je lahko, to poskušal bom pa zdaj malo to skrčiti. Nedolgo nazaj je bila brezposelnost v Sloveniji tam okrog 4%, tudi manj, tam nekje do 3 smo prišli, kar pomeni, da iz vidika gospodarstva je bil čisto vsak pred izzivom, kako priti do kadra na splošno. Seveda klicna pomoč je bil tudi višjim šolam, univerzam, fakultetam, ampak glede na to, da je problem gospodarstva tudi ta, da hočejo takoj najboljše, ne? Seveda to je tudi med drugim tek na dolge proge. Zdaj, kaj najbolj manjka, to je res specifično vprašanje, lahko bi začeli s tehničnimi kadri, lahko bi začeli z logistiko, da ne omenjam IT-ja, in pa na koncu koncev, ko smo delali določene analize, smo ugotavljali, da je problem že, bom rekel, pri tako imenovanih blue collar delavcih, ne, se pravi v proizvodnjah in tako naprej, kjer enostavno ni dovolj par rok, ne. Se pravi, manjkajo roke, manjkajo glave, manjkajo telesa in če gledamo severovzhodni del Slovenije, imamo še eksplicitni problem, ker 18 do 20 tisoč ljudi dnevno migrira na delo v Avstrijo. Se pravi, kaj storiti? Večkrat smo se spraševali, ne, glede na to, da smo nekje vmes med delodajalci in delojemalci, se pravi, podjetja se na nas obračajo z željo po kadru, ne. Se pravi, mi se nabračamo na vse, kar je izven tega resorja, da bi našli ta kader. Univerze, višje šole in tako naprej. Ta ideja, ne, hekatlona se mi zdi predvsem dobra zato, ker v preteklosti, kaj smo opazili, je pomanjkanje, bom rekel, neke samozavesti pri vstopu na trg delovne sile. En primer vam bom povedal, ko smo spoznali enega absolventa, ki je prinesel v našo pisarno diplomo in je rekel, da pričakuje 3000 evrov plače, zato ker ima to diplomo. V bistvu nič delovnih izkušenj, ampak absolutno nič znanja o trgu dela. Trg dela je zelo zakomplicirana zadeva in to se verjetno lahko vsi strinjamo, ne. Ima posebna pravila, niha in je zelo, zelo brutalen. Na koncu te lahko prežveči, izpljuni in tako naprej. Se pravi, tukaj, kaj je moje pričakovanje, se pravi, v višjih šolah in teh inštitucijah je ravno ta priprava malo na trg dela. Jaz bom rekel, da tak hekatlon, ne, kjer se določene študente odpelje na ogled ali pa na neko spoznanje ali pa bom rekel na nekaj, kar je malo nenavadno in je poznano samo v teoriji, je idealno in idealno, pravzaprav več kot idealno, zaradi tega, ker pride do prvega kontakta tega, kar sem pravkar omenjal, se pravi tega stika s trgom delovne sile. Zdaj, kako to vsak dojame, bi bilo fajn meriti. Ne? Zdaj, res, bil sem enkrat, sem predaval na gostinski šoli, ne, kjer sem ugotovil, da v drugem letniku srednje šole več kot 3/4 dijakov že ima zaposlitev. Zagarantirano. Meni je to bilo fascinantno in na kak način že takrat, bom rekel, so določene turistične oziroma v bistvu gostinske inštitucije novačile to. Če se vrnem recimo na ta primer, ne, hekaton, jaz mislim, da je to lahko samo dobro. Kdo od podjetij si ne bi želel, da pripelje, bom rekel, določena šola, en kup mladih ljudi, ki bi želeli nekaj postati. Seveda je naloga, bom rekel, podjetja, da se predstavi najbolje. Zdaj, če bomo samo tam stali pa gledali, tudi ne bo nič, ne, se pravi, to je tisti moment, ne, kjer je lahko odločilen. Se pravi, moment navdušiti to podkrepiti s prakso to, kar se v teoriji dogaja. Jaz bi si res želel, da se tega dogaja več, ker kaj se zgodi, ne? Ko pride nekdo iz šole. Večkrat ne ve točno, kaj bi. Marsikdo ve, ampak marsikdo pa tudi ne. Tisti, ki ne, tisti so malo zgubljeni in imamo vedno to težavo v tistih pogovorih, kaj bi vi radi postali, kaj ne bi bili. To je to, imamo pa diplomo, ne? A me razumete? Tukaj ta zadeva se da verjetno nekako drugače rešiti, to je moje mnenje. S tem boste naredili veliko uslugo, če bo to kje možno vkombinirati bodočim delodajalcem ali pa prihodnosti nekega gospodarstva in to bi bilo v bistvu najbolj pomembno, kar bi jaz želel tu v tem trenutku povedati. Seveda še ostale stvari, ampak
da ne bomo preveč časa vzel. Mogoče bi se še navezal na to, ker ste le ena od večjih agencij zaposlovalnih. Ne? Kako bi lahko nam, recimo zdaj v tem trenutku, ko govorimo o tej prenovi ali pa pripravi novih programov, recimo zdaj agencije tudi pri tem sodelovale ali pa sugestije vaše intuicije? No? Seveda, to bi bilo zelo dobrodošlo, pa to predvsem zaradi tega, ker naš trg je trg delovne sile, se pravi ne to ločene branže, ne? Se pravi ne gremo zdaj potem, da gledamo samo logistiko, IT, v bistvu, ne vem, tehničen kader in tako naprej. Feedback, ki ga dobivamo od ljudi, jaz mislim, da je bil zelo, zelo pomemben za šole. Iskreno povedano, več komunikacije, s svojim rakom smo večkrat šli skozi te stvari, te debate, tudi gostovali pri študentih in moram reči, da je bilo zelo zanimivo, kajti bilo je ogromno posluha in nekih vprašanj, ki so zelo dobrodošla. In poznavanje trga delovne sile, jaz bi rekel, obrnite se na vsakega, ki to zna. Imamo sicer na eni strani inštitucijo Zavoda za zaposlovanje, ki ni profesionalna inštitucija in v bistvu dela za eno stran. Ne. Če pa gledamo recimo agencije na naš kruh, bom rekel tako, kako vsi gospodarstveniki vse vedo, ne, da je na koncu tedna pod rdečo črto treba nekaj zaslužiti, je pa to storitev v profesionalnem kadrovanju, kadrovski inženirjih in tako naprej. In tukaj je pomembno zbirati informacije o trgu dela in te informacije, če jih študentje pravi čas dobijo, bo res idealno. Ja, pridemo do gospodarstvenika, ne? Tako, do tistega, ki nekako najbolj vpet v uporabo naših kadrov in sicer zdaj na nek način bi želeli slišati, kako vaše podjetje sodeluje z višjimi šolami oziroma na kakšen način se srečujete z višjimi šolami in pa kakšne oblike so tega sodelovanja. Tudi jaz bi najprej vse pozdravil, tudi moje kolege. Rekel bom, kot gospodarstvenik smo bolj v tej smeri logistike in transporta, tako da že dolgo, sam osebno, že zelo dolgo sodelujem z višjo prometno šolo tudi v Mariboru, ker ta regijski del pokriva in moram reči, da kot vsa podjetja, ki so zainteresirana, si želijo najboljši kader, da ga pridobijo. In meni se zdi to prav uspešna usmeritev, se pravi, da gremo v neko praktično izobraževanje študentov na delovnem mestu. Za to prakso kar hitro lahko pokrivajo, tudi lahko spoznajo, v katere smeri bi se usmerili. Zdaj tudi sodelujemo na tem področju, da se predstavljamo višjim pa visokim šolam. Podjetje pa tudi zdaj moram reči, da sem dobil eno zelo dobro novico, da smo celo eno osebo, ker naš sedež je v Kopru, se pravi smo eno osebo sedaj prav izrecno za to namenili, da bo on v stiku z temi šolami. Tako da je tudi sam predavatelj in moram reči, da ta proces bomo se tudi naprej bolj z šolami pogovarjali, da se podjetja zavedajo te resnosti kadrovske stiske. Kot je rekel kolega, se to gre že od tega osnovnega proizvodnega kadra do veličarstva in podobnega, ampak na tem strokovnem delu pa je to zelo pomembno, da se to znanje v regiji ohranja. Tako da moram reči, da vsaj z mojega vidika je to sodelovanje zelo uspešno in jaz mislim, da tudi druge regije, jaz tudi nekako vplivam na njih, da bi začeli še bolj v to smer delovati. Pa se vrnemo, gospod Bobinac, glede na to, da ste bil dolga leta v gospodarstvu, da imate res veliko izkušenj. Kako povezati sedaj to vašo funkcijo, to se pravi sodelovanja Olimpijskega komiteja in pa gospodarstva za izobraževanjem? Na kakšen način bi lahko recimo prenesli te športne izzive v izobraževanje in pa tudi izpolnjevanje teh ciljev, ki se jih zastavljajo mladi ljudje?
tudi malo povezanosti z zdravim načinom življenja, ker športniki so vseeno mogoče malo bolj pod tem vtisom. Ja, najprej bi rekel, da imamo seveda v Velenju, kjer je sedež Gorenja, oziroma zdaj Hisense Gorenja, res izjemen primer enega fantastičnega sodelovanja med podjetniškega izobraževalnega centra in Gorenja, kjer so bile potrebe po kadrih, seveda tudi na ravni stroke, ne samo proizvodnih delavcev, ampak vseh tistih, ki delajo v razvoju tehnologiji, logistiki, nabavi, prodaji in tako naprej, izredne, in to sodelovanje je bilo vrhunsko. Tako da fino je, da so te ustanove locirane nekako tam, kjer so tudi podjetja, ker se nekako bližajo. Ampak sicer po svoje je Slovenija dovolj majhna, da se to da urediti. Ampak se mi zdi, da prednost tega višješolskega izobraževanja, ki ga vi predstavljate, ravno ta, da je razpršeno po celotni Sloveniji. Morda za razliko od visokošolskega, kjer vemo, da imamo seveda nekatere univerze, ampak kljub vsemu je to regijsko, vi ste pa praktično v vsakem mestu, da ne rečem v vasi, in resnično lahko pokrijete celotno potrebo. Z vidika gospodarstva je to izjemno. To, kar se mi zdi še pomembno, je to, da če se morda, in tu gledam kolega iz Adeka, verjetno, če se išče v posameznih industrijah izključno samo nek proizvodni delavec, morda ta hendikep jezika, pa če pride iz tujine, pa čeprav vemo, da je recimo Zahodni Balkan že relativno izpraznjen in so v glavnem delavci že šli proti Nemčiji, Avstriji in tako naprej, ne? Ampak ko pa prihajajo iz Filipinov, Vietnama in tako naprej delavci, v proizvodnih nekih procesih še morda gre, ampak pri strokovnih zgodbah, takih, ki jih predstavlja ravno ta študij, je pa preprosto treba zgraditi slovenski domač kader, kajti drugače se preprosto ne da speljati nekih stvari, ker se je potrebno pogovoriti med sabo, pogovoriti z naročnikom, neke storitve in tako naprej in tako naprej. Ja, zdaj, kar se tiče športa in športnikov, še enkrat, tu se začne in konča vse pri vrednotah. Je že prej, ko sem bil v gospodarstvu, pa tudi zdaj seveda, ko kogarkoli zaposlimo, pa če iščemo nekoga, ki ima recimo podobne kompetence, pa hkrati podobno izobrazbo, vedno bi po svoje raj zaposlil športnika, športnico, ker vemo, da kljub vsemu določena vztrajnost, pripravljenost na trdo delo in tako naprej je pogosto tudi prednost. Po drugi strani je pa res, da je šport kot tak itak osnova za zdravo življenje, tako da narodno-gospodarski interes Slovenije prav gotovo je seveda imeti zdravo populacijo, kajti zdrava populacija je vedno tudi boljša, lahko bolj uspešna. Predvsem pa je to pot do lepšega življenja, če tako rečemo, kar je pa itak končni cilj vsake države, institucije, vlade, česarkoli vseh nas. In se mi zdi, da v tem trikotniku seveda gospodarstvo, seveda šport in zaposleni ves čas iščemo, in to je bilo vaše vprašanje, neko pot, da bomo nekaj prispevali k družbi. Ampak seveda gledamo pa se tudi na vsakega posameznika, ki ga v nekem obdobju življenja skozi šport vzgojimo in delovne navade v zdravega, uspešnega, zaposlenega čez čas, da bo živel srečno življenje in prispeval k razvoju te družbe. Čudovita je bila recimo priložnost, čisto konkretno na letošnjih olimpijskih igrah, ki so mimogrede bile resnično, kar so organizatorji obljubili, najbolj trajnostne, najbolj vključujoče, najbolj urbane, najbolj mlade, kajti razmerje med športnicami, športniki je bilo popolnoma izenačeno, potem trajnostno, resnično vse se je dogajalo v centru mesta, ni bilo treba nekih novih objektov graditi, in pa seveda blizu ljudi je bilo. Ampak Slovenija se je tam predstavila ne samo z vrhunskimi športnicami in športniki, ampak tudi slovensko hišo, kjer smo promovirali naše ljudi, kulturo, znanost, diplomacijo, seveda gospodarstvo, turizem, itak. Slovenija je namreč tudi fantastični organizator velikih športnih dogodkov, prireditev, kjer je spet možnost za zaposlitev ne samo športnikov, ampak tudi vseh ostalih
vaših študentov in študent, ki prihajajo tudi iz višješolskega izobraževanja. Tam sem videl kolega Jezeršek, ki je ravno kar prišel, mislim, da je tudi vaš gost na naslednji okrogli mizi. Čudovito smo sodelovali, vem, da je bilo veliko tudi zaposlenih njegovih oziroma študentov, pripravnikov, kakorkoli jih imenujemo, ki so tam sodelovali in so blesteli znotraj Slovenske hiše. Sporočam pa vam, da je bila res na izjemni lokaciji znotraj Park de la Villette. 80,000 ljudi je vsak dan šlo tam mimo, ogromno jih je bilo na platoju pred Slovensko hišo. Stregli in gostili so jih naši prijatelji iz ekipe Jezerškov, prihajajo pa iz vašega višješolskega izobraževalnega procesa. To je, se mi zdi, na nek način tipičen primer v mednarodnem prostoru, povezan s športno dejavnostjo, kjer so diplomanti, diplomantke teh vaših šol absolutno opravljali neko izjemno poslanstvo. Mogoče nekoga še navdihnile za to, da bodo tudi sami čez čas postali, zakaj pa ne podjetniki in razvijali neke take dejavnosti. Jezeršek je sicer dober, ampak zakaj ne bi dobil še močnejše konkurente na podlagi teh mladih, ki bojo razvili to svojo dejavnost naprej. Je pa Slovenija seveda tudi vrhunski organizator športnih dogodkov tudi doma, odbojka, košarka, tudi rokomet, verjamem, da kmalu tudi plavanje, atletika, streljanje, lokostrelstvo, lahko bi naštel vse športne panoge in povsod, tako in drugače, v povezavi z organizacijo velikih športnih dogodkov, ki imajo tudi izjemne multiplikativne učinke na razvoj gospodarstva, turizma in družbe v celoti, je vedno potreba po pravih ljudeh, ki prihajajo tudi iz vaših šol. Ampak če gledamo gospodarstvo ali pa športne organizacije, vedno, seveda, bom rekel najprej v angleščini, pa boste itak razumeli, vedno sem se tudi držal tega načela hire for attitude and train for skills. V bistvu je ta pristop, te vrednote najbolj pomembno, tako da vas želim spodbuditi, ne glede na to, da jih učite strokovnih veščin in znanj zelo konkretnih, ampak se mi zdi, da vsi skupaj moramo v tem tudi višješolskem procesu, da ne rečem še prej, od osnovne šole in vrtca naprej, vzgajati vrednote demokracije, liberalizma, poštenosti, sodelovanja, prijateljstva, spoštljivosti in tako naprej, radoželjnosti. Tako da jaz včasih si ne želim sodelavca, ki vse zna, ampak takega, ki se želi učiti, ki je pripravljen na to, da se bo vsak dan znova moral kaj naučiti. To je najbolj pomembno, da ne bi pozabili in delali samo vrhunske specialiste na področju gradnje, toplotne tehnike, gostinstva, turizma, ostalih dejavnosti, zdravstva, frizerstva in nege, da ne naštevam vseh dejavnosti, ki jih pokrivate, ampak predvsem prave ljudi, ki so spoštljivi, ki se znajo v katerem koli poklicu znajti in v bistvu negovati te vrednote tudi naše družbe. Gospod Rak, vemo, da je ta, oziroma tudi skozi nekako izpostavljamo to povezanost gospodarstvo, izobraževanje, kje bi še našli kakšne rezervne stične točke oziroma možnosti povezovanja ali pa na kaj naj bodo šole, ker samo mogoče to, da nekje ste bili v prenovi zdaj programov, novih višješolskih programov razvoja, tudi v peti kot šola, kje je še ta manjko, kje bi še lahko kaj poiskali, kakšne možnosti sodelovanja? Če pogledamo najprej študijske programe, torej verjetno si vsi želimo čim prej prenove že obstoječe študijske programov, predvsem pa moramo začeti ustvarjati tudi nove študijske programe. Še enkrat poudarjam, mi ogromno področij nimamo pokritih, treba razviti nove programe in veliko priložnost vidim za vse višje šole v tako imenovanih mikroizobraževanjih. Naj vam povedem, da bomo določila mikroizobraževanja že začeli izvajati v naslednjem koledarskem letu, izven pedagoškega procesa, se pravi skupaj z gospodarstvom, oni bojo sofinancirali. Torej, naše poslanstvo bo v prihodnje res študente
se najprej jih naučiti, kako se učiti. Se pravi, oni se morajo nenehno učiti, prilagajati ravno te vrednote, kot ste tudi poudarjali. Gremo pa zdaj v prihodnje tudi ustanavljati podjetniški inkubator. Torej, ravno včeraj smo imeli srečanje s Slovenskim biznis klubom v Mariboru na enem podjetju in smo skupaj pripeljali študente na en ogled in so imeli zanimivo predavanje v zvezi s podjetništvom in kako v bistvu lahko njihove ideje v zvezi s študijem oziroma z njihovim inovativnim razmišljanjem, kako bi lahko to dejansko začeli razvijati to podjetniško razmišljanje. Zato smo se odločili, da bomo ustanovili podjetniški inkubator, da bomo dali na voljo torej, ne samo resurse, znanje, strokovnjake, motivatorje, startupe in se pravi, da bomo nekako v tem inkubatoru povezali podjetja, njihove ideje, znanja, da bomo v prihodnje lahko torej še, se pravi, da bodo lahko naši študenti prihodnje še dosti bolj ali pa hitreje tudi morda sami podjetniki, inovatorji na nekem trgu. Ne? Tukaj vidimo kar veliko priložnost. No? Gospod Bobinac, bi še nekaj dopolnil? Ja, gospod Gregor Rak mi je dal eno idejo. Pravzaprav, ko sem malo preletel in razmišljal o tem našem pogovoru danes, sem razmišljal, ogromno je nekih programov, vsi so zanimivi in potrebni, ampak enega programa pa ne vidim in bi vas rad spodbudil, ne vem točno koga, ampak uvrstite v ta vaš program recimo delo na področju športnih organizacij, klubov, društev in tako naprej, kajti tega programa nisem nekje dovolj jasno videl, ampak je lahko zelo, zelo zanimiv v tem smislu interdisciplinarnosti, kajti tu ne gre zdaj samo poznavanje športa, športnega sistema, organizacij in tako naprej, ampak se prepletajo različna znanja, tudi od prodajnih, marketinških, tudi osnove financ, računovodstva, kontrolinga in tako naprej. Da ne rečem, seveda tudi kakih drugih, ampak to je bolj že potem zasnovalce tega programa. Glede na to, da je šport tista stvar, če sem prej rekel, ki nas najbolj povezuje, je najboljši ambasador Slovenije, ga imamo vsi radi in nas razveseljuje in ne razdvaja, naredimo, vsaj na ravni višješolskega študija, en program, ki bo pisan na kožo tistim, morda, zakaj pa ne, tudi športnicam in športnikom, ki že v času neke aktivne športne kariere se pripravijo na to in potem je seveda njihov pristanek v delu pri klubih. In ne pozabiti, tudi vsi Dončići in Janje in Rogliči in Pogačari, vsi so začeli v nekem klubu na lokalni ravni. Ni vrhunskega športa brez športa na lokalni ravni. Pripravimo jim programe za to, pa jih bomo še bolj z veseljem vzeli v službe. To je moj predlog. Sej bi nadaljeval kar še v tem smislu, ker vemo, da imamo kar 40% praktično programa, ki je vezan na praktično izobraževanje in šport na nek način, zdaj tudi razmišljanje gospoda Vrbinca je tudi na nek način športna industrija. Torej, ali vidimo nekje tudi potem to izpeljavo študija do konca v smislu praktičnega izobraževanja v okviru te športne industrije? Ja, absolutno, to je samo nadgradnja. Jaz sem najprej govoril o tem prvem delu, ne, ampak če sem čisti iskren, šport ni samo šport, ampak je velik posel in tudi ogromno denarja se vrti v tem športu. Ne boste verjeli, ampak tudi ta tako imenovani e-šport bo že naslednje leto imel olimpijske igre znotraj Mednarodnega olimpijskega komiteja. Vprašanje, kak je to šport sicer, ampak v vsakem primeru se pa ogromno denarja vrti znotraj tega in seveda to so pa se potem znanja, ki se lahko povezujejo v nadaljevanju tudi na fakulteti za družbene vede, na ekonomski fakulteti, govorimo o prodaji, marketingu, govorimo o digitalnih prijemih, ne nazadnje. Če delaš v športu, na drugi strani imaš pa sponzorje, pokrovitelje, katerekoli družbe, ki želi svoje blagovne znamke, svoje izdelke promovirati skozi šport, je fino, da so seveda tam zaposleni taki ljudje, da znajo tudi aktivirati neka sponzorstva v nekem klubu, neko pokroviteljstvo vrhunske športnice, športnika ali neke organizacije skozi
znanja v samem podjetju. Tako da izobraževalni proces mislim, da bo moral do konca ne samo zaznati, ampak tudi razviti te res nove potrebe in dejstvo, da je šport prvič posel in drugič, da je tudi konzumacija športa se strani potrošnikov danes, torej navijačev, popolnoma drugačna, kot je bila sicer. Kajti navijač želi biti hitro obveščen, informiran, spremljati šport interaktivno preko družbenih in družabnih medijev, ves čas biti na tekočem z najbolj aktualnimi rezultati in spremljati statistiko, ki jih omogočajo razne platforme, tudi umetna inteligenca na čist drugačen način, kot je bilo to sicer. Se strinjam, ne samo višje šole, ampak tudi visoke. Vse vrste študija, mislim, da bi morale športno industrijo, vključno z seveda TV pravicami in marketingom in prodajo in tako naprej podpirati. Dobro, torej izziv višjemu šolstvu, ne? Smo slišali. Ja, mogoče še gospod Deleja, prej sem omenil dobro sodelovanje mestne občine Celje z višjim šolstvom, skupnostjo, tudi prostori so na nek način, kjer se nahaja skupnost višjih šol, prišla preko občinske uprave. Kaj bi svetoval recimo zdaj tem našim udeležencem višjih šol v Sloveniji, kako priti do lokalne skupnosti, kako ponuditi svoje znanje, da bi lahko vključili v sodelovanje, to se pravi boljše sodelovanje tudi za to sfero? Jaz mislim, da je tu bistven zelo neposreden kontakt po možnosti na vaših lokacijah z zelo konkretnimi predstavitvami vsega, kar delate. Ne samo recimo neka specifična višja šola v nekem okolju, ampak skupnost kot taka, ker morate vedeti, da največja vrednost je v bistvu ta mreža, ki jo predstavljate in vse vsebine, ki jih lahko skupaj pokrijete, ker ste pač agilni in ste odzivni in ni zdaj pomembno, je nekdo iz Maribora ali iz, ne vem, Kopra ali iz katerega konca Slovenije za katerokoli lokalno skupnost, ampak tisti, ki ste blizu, tudi v smislu tega nekega poznavanja občinske uprave, ljudi zaposlenih v občinski upravi, da je ta pristop res mora biti ne e-mail ali bi sodelovali z nami, pa da naštete, ampak da res izkustveno pač to prikažete. Se mi zdi, tega najbolj umanjka, sploh zaradi tega, ker trenutno je javni sektor v zelo podobni stiski, kot je recimo gospodarstvo in v kontekstu kadrovske podhranjenosti moramo biti zelo realni, 212 občinskih uprav, ki jih imamo, mora pokrivati praktično vse, s tem, da v eni veliki občini, kot recimo Celje ali pa kot so mestne občine, imamo za to, ne vem, med 130 in ne vem, v Ljubljani 300 ljudi, ali ne, celo več kot 500 ljudi, ena mala občina mora pa s 5 zaposlenimi vsa ista področja. Oni nimajo časa se ukvarjati s tem, kak bi pa višja šola, pa neki izzive, kaj vi rešujete. Zato je pomemben ta kontakt, da vidimo, da je tudi tu en ključ te naše stiske ali pa rešitve te naše stiske, da lahko mogoče en del razmisleka upravi nekdo drug in da se ta razmislek lahko potem implementira v neko delovanje. Pa ne govorim zdaj izključno tu samo o nekih takih hekatonih, kot smo jih mi zdaj organizirali na področju turizma, na področju digitalne transformacije in tako naprej, ampak tudi pri nekih drugih nalogah. Tudi javna uprava v tej kadrovski rigidnosti bo morala sprostiti svoje vatle, ker, tako kot smo se prej z Gregorjem pogovarjala, to, kar sva midva diplomirala pred 30 leti, v kontekstu znanja pa učenja, je danes za nekega, ki bi mene jutri želel zaposliti, samo tisti papir, da ga imam. Vse ostalo, od nekih osebnostnih do strokovnih kompetenc je tisto, ki bi moralo biti ključ. Mi pa na enem uradniškem natečaju nič od tega ne smemo gledati, gledamo lahko samo papir pa delovne izkušnje v javni upravi, odvisno od naziva, v katerega neki želimo imenovati. In zdaj pri vsej tej sloviti prenovi javnega sektorja se o tem ne pogovarjamo, tako kot se pri šolstvu ne pogovarjamo o tem, da je treba bazo v osnovi spremeniti, ker nima smisla v kurikularnem kontekstu delati to, kar delamo, ampak bi morali ustvarjati človeka. Na prvem mestu človeka z integriteto. To vodi v transformacijo družbe. Kaj nam pomaga, če na deklarativni ravni rečemo, da moramo biti pošteni, če pa fotra pa mater doma vidi, da nista? Ali pa učiteljico pa učitla? Ne?
In tu imamo problem, ne? Zato sem prej rekel, pač streho prekrit je v bistvu manjši del investicije, renovacije hiše. Vse ostalo je tisto, kar terja en velik projektantski napor, usklajevanje z vsemi deležniki, da prijemo do tega. In tu mora biti šolstvo bolj glasno, zaradi tega, ker je postalo stvar politične margine in to zato, ker ni družbeni dogovor dosežen, kaj hočemo, mi kot družba, kaj nam pomeni. Vsem vam toplo priporočam, če še niste, da preberete zadnji UNESCO dokument na to temo, Reimagining Our Futures Together, 20 let po Deroljevem poročilu je nastal in UNESCO na podlagi meta raziskave po vsem svetu ugotavlja, da edini odgovor na vse izzive od demokracije do podnebnih sprememb lahko da samo nov sistem vzgoje in izobraževanja oziroma nov družbeni dogovor za vzgojo in izobraževanje. Vi ste tu tisti zadnji, v terciarnem delu deležnik, cela vertikala mora biti sinhronizirana, trenutno ni, ampak pa vsak del vertikale bi mogel zdaj kričati to, tako da kričite, ker ste močna skupnost, vedno uspešnejša in si morate izboriti tudi na tem parketu en glas. To bi zdaj recimo bilo moje sporočilo kot nekdanje, kot še vedno prosvetarja, bom tako rekel, v tistem najširšem pomenu besede, pa izdejšnje funkcije vodenja neke občinske uprave z heterogenim razpornim kadrom in vsemi takimi izzivi, s katerimi se srečuje tudi gospodarsko okolje na drugi strani. In če hočemo imeti servis njim, pa oni gorivo za ta naš družbeni motor, pa to ne bo delovalo na dolgi rok, ne. Ja, če povežemo zgodbo, gospod Batisti, kaj bi rekli, katere veščine, katere kompetence bi morali razvijati, da bi lahko sledili besedam gospoda Deleje? Če dovolite, bi samo eno zadevo malo pokomentiral za nazaj, ker mislim, da je zelo pomembno pri višjih šolah, se pravi eno poslanstvo, ki se mi je nekako otrnilo zdaj ob vsem tem poslušanju, in sicer gospod Bobinac je prej nekaj povedal tudi o se pravi zaposlovanje tujcev, ne? Se pravi izhajamo, se pravi mi smo tukaj na tem področju dokaj, rečemo že eksperti, ne, kjer poskušamo neke stvari identificirati. Dejstvo je, da se v Slovenijo zaradi dela priseljuje vedno več ljudi in to pomeni, ne, da očitno brez tega več ne zmoremo. To je ena stvar. Druga stvar, če tudi se to dogaja, rečemo temu malo bolj na nižjih delovnih položajih, če se lahko tako temu izrazim, še vedno ne uniči to dejstva, kar je gospod Bobinac povedal, kje so zdaj tisti, ne, diplomanti, višješolski, bomo rekel tisti kader, ne, ki se je tukaj izobraževal. Tukaj je ključ. Fajn je, ne, da najdejo ti pod svojim soncem, bom rekel, tu neko dobro službo, ampak ključ pa je, kako jih zadržati tukaj. Ne. Jaz mislim, da propaganda, bom rekel, v smeri, bom rekel, kaj bi bilo najboljše, da se izrazim, se pravi, moj predlog bi bil hkrati tudi v teh programih nekako izobraževati ljudi o tem, kaj tam zunaj pozitivnega obstaja. Ne. Zato, ker ko prideš ti malo bolj pripravljen na to, ti ne zamenjaš službe takoj za 100 evrov več v Avstriji. Pač je ne. Zaradi tega, ker imaš malo več pojma o tej platformi okrog tebe in na splošno se mi zdi, da v inštitucijah lahko prikažemo delovno okolje ali pa trg dela dosti bolj pozitivno, še preden se diplomira. To je pač moje mnenje. No. Na koncu koncev to niti nič ne stane, ampak če bomo negativizem, bomo rekel, širili že sami od sebe, pa ne govorim, da se to dogaja, ampak če bomo slučajno, bomo rekel, v tej smeri, tam zunaj boš pa potem že videl, kak je, dajmo pozitivno. Jaz mislim, da lahko spremenimo miselnost in to bi bilo res mi dosti pri srcu, če se bi to lahko dogajalo, zaradi tega, ker informacije, ki jih človek dobi pri prvem iskanju zaposlitve ali pa ko se obrne na nas, ja, mene zanima delo v tujini, jaz tu tak ni prihodnosti, tu so slabe plače, tu je to, ne glede na to, iz katerega programa, bom rekel, izobraževalnega prihaja, že to je tak slab začetek in jaz bi to res apeliral na vse, ki lahko kadarkoli v tej smeri pomagajo, naj to tudi naredijo. Kompetence. Glede, ena izmed zadev, ne, ki jo slišiš zmeraj v gospodarstvu je, želimo najboljšega. Ne? Želimo, kaj sploh to pomeni? Najboljšega. V čem?
Ja, supermena. Ja, dobro, v čem? Pač mora znati 2 jezika, minimalno, mogoče celo 3. Mora imeti izkušnje iz te stroke, mogoče malo tehnično fajn je tudi, če je bil že kje tak, pa tak. Razumemo gospodarstvo, iskreno ja, razumemo, vsak si želi najboljše, ampak žal tega ni. A pa tisti najboljši so nekje. Ne? Zdaj, ali se potrudiš, da ga privabiš k sebi, je druga stvar in ponavadi zelo draga, ali pa poskušaš narediti spet nekaj v tem prilagajanju. Kaj je ena kompetenca? Jaz mislim, prilagajanje, danes sploh ne vem, ko sem razmišljal o tem, kako bi to povedal, hecno je, ne? Ali bomo zdaj učili ljudi, da se prilagajajo na fleksibilen trg delovne sile ali pa na trg dela takšen, kot je, ali pa bomo morali učiti podjetja tudi na to, da se bodo začela prilagajati ljudem in novim iskalcem zaposlitve in diplomantom. Prav ne vem, kaj je pravi odgovor, zato ker in v eno in v drugo smer gre, ker ta generacija, ne, ki prihaja, gledajte, dajmo si malo pogledati to generacijo. Živi, mislim, pravzaprav vlada socialna omrežja, živi tudi na nekih internetnih platformah, tako imenovano digitalno življenje dvojno, ne, pa ne govorim, da je to ravno slabo, ampak dejstvo je, da vse informacije, telefon, klik, tukaj smo. To je ena stvar. Druga stvar, ko sem malo v hecu bil v eni debati, jaz ne vem, če bo točno ta generacija danes, ki je mogoče stara 15, 16, 17 let, pa so neke bodoče naše stranke ali pa karkoli, dvomim, da bodo čez 10 do 15 let ali pa še prej sedele pred televizorom pa bodo gledali recimo Pop TV zaradi reklam, ker jih bodo zanimale samo platforme, na klik, hitro, čim prej prevrti, nazaj, gotovo. Se pravi, ustvarjanje novih strank v kakršnem koli poslu je zelo pomembno. Isto velja za zaposlovanje, isto velja na koncu tudi za vpis, ne, v neke inštitucije izobraževalne, ker bodo tiste inštitucije, ki bodo najbolj se bodo imeli dosti več popraševanja po nekem vpisu. In sigurno, da je del športa, to, kar gospod Bobinac povedal, ena izmed zadev, ki bo vedno atraktivna, ker na koncu posel je šport in šport je posel. Ne? To smo tudi že danes slišali. Kompetence, jaz bi res to prilagajanje izpostavil. Ne? Kdor se zna danes prilagoditi na to, da ni nujno vedno avto potreben, da prideš iz točke A na B, da ni nujno ravno delovni čas potreben, da ni nujno delovno okolje pomembno, da je tista kreativnost, ki jo moraš pustiti ljudem pri opravljanju svojega dela zelo pomembna, tisti, ki bo prvi to razumel na obeh straneh, pri podjetjih ali pa tudi pri delojemalcih, to bo nek win-win, ki ga moramo pa vsi iskati. No. Na fakultetah, na višjih šolah, pri nas v gospodarskih družbah, dejansko tudi, ker kdor bo najdel to formulo, bo treba čestitati. Pa še ena zadeva, športu smo danes nekaj govorili in je zelo pomembno tudi to, mladi ljudje, ne, so ambasadori. Športniki so lahko zelo dobri ambasadori višjih šol. Tudi takrat, ko so recimo študenti in tako naprej. Izkoristite te pozitivne stvari, ki vam jih lahko ti ljudje dajo. Ne? Namreč živimo spet v dobi socialnih omrežij, kjer so športniki zelo priljubljeni, tudi mladi športniki, marsikdo se po njih orientira in v bistvu neke pozitivne zadeve v določenih programih, ki se izvajajo v višjih šolah ali pa v ostalih inštitucijah, znajo biti zelo prepoznavni tudi na ta način. Ne, to je sicer en del marketinga, ki ga izvajamo tudi v športni agenciji, katere sem soustanovitelj, ampak dejstvo je pa, da ko mlade naučiš, določenih stvari, ne glede na to, ali športnik ali ne, je super. In športniki po končani karieri, jaz bi pohvalil sploh delo Olimpijskega komiteja, ta dualni sistem. Ne. Jaz bom rekel, velikokrat smo srečali v Adeku ljudi, ki so bili aktivni športniki in potem niso vedeli, kaj. Ne? Ampak zakaj niso vedeli kaj? Zato, ker tudi v času športne kariere se niso obremenjevali s tem vprašanjem. So pa se potem. In tukaj, hvala Bogu, ne, da krovna inštitucija tudi pomaga. To smo delali, tudi pri nas v podjetju svoj čas, ker smo imeli, neko sodelovanje z Mednarodnim olimpijskim komitejem, ampak, prav pa je, da se to dela čisto, tak na lokalni ravni. In jaz ne vidim nikjer, nikjer ni nemogoče sodelovanje višjih šol v vsem tem, kar smo se zdaj pogovarjali. Je pa odvisno od ljudi, ne, ki so in ste del inštitucij in pa tisto še zadnjo, kaj se tiče
programa, ki ste me vprašali malo prej, kaj bi predlagali. Ne? Iskreno ne vem, bi pa si želel vedeti vaše mnenja. Kje mislite, da v katerem grmu tiči zajec in bi potem lahko mi gospodarstvo naprej vprašali? Ne? Različno, ne? Ker verjemte, na 100 nekih odgovorov bo sigurno 50 neumnih. 20 se pa da uporabiti. Ja, je težava v tem, da gospodarstvo je obširna zadeva, ne, in vsako firmo, ko prideš, ko se začneš pogovarjati, bi imel specifičnega strokovnjaka, ne, to pa šolstvo in pa vpis ne prenese, ne, da bi že tako skrčeno varianto izobraževali potem po posameznih podjetjih. Ampak kljub temu pa bi nadaljeval, gospod Brus, smo nekako v tem času digitalizacije, avtomatizacije in seveda logistika ne more mimo tega. So kakšna področja, kakšna znanja, ki jih pogrešate pri naših diplomantih, to se pravi, ali pa višješolskih diplomantih, ne? Jaz bom rekel, da tako vsi vidimo, kako gre ta razvoj informacijskih tehnologij in umetne inteligence naprej. Jaz bom rekel, logistika je v določeni meji že zelo podvržena temu, je pa še čaka zelo veliko področje, ki se bo tu v naslednjih 20 do 30 letih še močneje razvilo. Uporaba umetne inteligence praktično že vsakodnevna naša stalnica, tudi v naših sistemih. Tako da definitivno bom rekel, logistika, promet, ta znanja, ki jih imajo sedaj mladi, so neka osnovna znanja, ki verjetno ta starejši kader, ki ga tu imamo, to težje obvlada, je ta mladina zelo podvržena temu, se hitro prilagaja. Tudi vidim, da inštitucije za izobraževanje to podpirajo. Tako da, jaz pravim, kaj se mojega področja tiče, na katerem že delujem približno 20 let, že v teh 20 letih se te zadeve močno razvile, smo se mogli tudi mi prilagoditi, ki smo pač nekako začetniki te generacije same informacijskih tehnologij. Praktično zdaj te mlade, ko vidim, se vsakodnevno pogovarjajo z umetno inteligenco, vejo to zadeve uporabljati. Je pa še dosti področje, recimo v logistiki, ki se še morajo razviti, ne, avtonomna vozila, avtomatska skladišča so že. Je pa tudi res, da te prejšnje kompetence, ki jih ima mogoče ta kader, ko se že zdaj sam pač štejem za tega, so pa mogoče kaki manjko na tem področju, se pravi, jaz bi rekel najboljše tak, da gre skupaj tradicija z tem razvojem, se pravi, da se kompetence, ki so spoštljivost, kot je gospod Bobinac rekel, spoštljivost, demokratičnost in to razmišljanje, da se to ohrani in da pač ni vsak posameznik samo usmerjen v sebe. Digitalizacija pa verjetno kolegov na vseh področjih prinaša, tako kot nam v gospodarstvu, seveda razvoj pa spremembe. Ja, ker je nekako naš rezerviran čas potekel, ali ima kdo od deležencev tega posveta kakšno vprašanje za naše goste? Torej smo bili izčrpni, dali smo dovolj iztočnic za nadaljne delo višjega šolstva, predvsem všeč mi tudi to, ker sem nekako tudi predstavnik bil skupnosti višjih šol, da je tudi ta prepoznavna in da je dobila, to se pravi, določene naloge, ki bo lahko peljala naprej. Hvala lepa vsem gostom za vaše, to se pravi, sodelovanje in seveda srečno.